Blaž, lepo pozdravljen. Pozdravljen. Bil si na večjih funkcijah, najbolj te verjetno vsi poznajo potem, da si bil tudi predsednik Državnega sveta. Trenutno pa si direktor Zavoda za svobodo življenja, o katerem bova kasneje tudi malo povedala o tem. Vedno te z veseljem povabim na pogovor, predvsem zato, ker si zelo proučil ta sistem in vse mehanizme, ki so ugrajene v sistem in so uničujoče za človeštvo. Vedno vse postaviš v ta kontekst vzrokov, ker praviš, da vse, kar se nam dogaja, je samo logična posledica tega sistema. In se mi zdi zelo pomembno to razumevanje vzrokov, ker če smo zasuti samo, da ves čas obravnavamo samo simptomatiko, se mi zdi, da se nekako zgubi ta fokus od tega, kaj je v resnici problem. In druga stvar, proučeval si tudi možne rešitve, In to nekako bodo teme tega pogovora. Najprej bi začela s knjigo, ki ste jo napisala in pred kratkim izdala skupaj z dr. Katarino Vidner-Ferkov. Knjiga z naslovom Kako bomo preživeli in uspeli. In te uvodoma prosim, da na kratko predstaviš vsebino, da omeniš, kaj je bil vajin namen, ko ste se odločili za pisanje te knjige in pa morda, kako se ta knjiga razlikuje od ostalih, ki so bile v tem obdobju na temo COVID agende tudi izdane. Ja, ta knjiga je reakcija na najino analizo stanja v družbi. Ugotovila sva, da je taka vsebina nujno potrebna, ker je ni. Ne v Sloveniji, ne v svetovnem, torej na svetovnem polju. Jaz intenzivno zasledujem dognanja strokovnjakov z področja ekonomije, filozofije, politike zadnjih 15 let in še vedno iščem, študiram in najdem ogromno odličnih del in predstavitev. Za primer, recimo, zdaj sem par analiz poslušal del svetovno znane publicistke Arundhati Roy, indijske, in njene odlične analize nastopa tudi v Ameriki z znanim ameriškim publicistom, aktivistom in zgodovinarjem Howardom Zinnom. In ko poslušam, vedno zvem marsikaj novega, vendar vedno znova ugotavljam, da najmodrejše glave na svetu ostajajo brez idej, kaj so dejansko vzroki stanja, ki ga kritizirajo, in kakšne bi bile dejansko poti iz tega. Recimo odlična analiza, ki je rezime kar nekaj analitičnih del, kjer proučuje in Indijo in svet in Združene države in Evropo, Arundhati Roy. Njen rekel nekako sporočilo je, edina rešitev je revolucija v Združenih državah, ki bi jo vodila ameriška civilna družba, kajti Združene države Amerike so imperialni center, mi smo vsi podrejeni in smo vsi skupaj sicer, ampak zadeva se lahko začne razpletati na ta način. Morda ima delno prav, ampak v bistvu ni pa tudi ona šla v dejansko analizo sistemskih vzrokov družbenega stanja. In ena od značilnosti analitikov je, da jemljajo to situacijo, kjer so v konfliktu nacionalne države, kot nek osnovni problem, kar je pa daleč od resnice. Mi zadnja desetletja smo intenzivno v situaciji, kjer so vse nacionalne države zgolj neke lutke, neke marionete na igrišču, kar dokazuje tudi ta zadnja zelo tekoča, tragična ukrajinska vojna, ki ima več dimenzij. Poleg invazije Rusije na Ukrajino ima dimenzijo nacističnega nasilja nad ruskim prebivalstvom v
od leta 2014 naprej, ima dimenzijo strateškega ogrožanja Rusije s postavljanjem oziroma z napovedano postavitvijo atomskih raketnih sistemov na sami meji Rusije, ki bi omogočila, da je recimo nuklearni izstrelek v 2 minutah v Moskvi. Ne? To vojaški analitiki poročajo te zadeve. Ne? Ljudje se tudi ne zavedajo, da so globalistične sile preko Evropske unije in preko NATO zadnja leta sistematično usposabljale ukrajinsko vojsko. Ukrajinska vojska je najmočnejša vojska v Evropi, razen ruske. Najbolje opremljena, strenirana, tako da ti spopadi v Ukrajini imajo veliko različnih dimenzij. Trpijo pa ljudje. Tako da to je tipična lastnost vsake vojne. Da ljudje trpijo za neke slogane, cenene, s katerimi z močno propagando preglasijo zdrav razum povsod po svetu. Zdaj pa, če pogledamo, kakšen je dejanski učinek ukrajinske vojne. Ogromna sredstva gredo v profite vojaških korporacij. Ljudem se jemlje denar in premoženje preko naraščajoče inflacije, potem umetno uničene oskrbovalne poti dvigajo cene hrane, povzročajo pomanjkanje. No in vse to je seveda veliko lažje in bolj učinkovito izvajati v psihozi vojne, kot je Ukrajina. Zato ta najina knjiga, se vrnem na tvoje izhodiščno vprašanje, najprej pojasnjuje, da je to, kar se dogaja sedaj, so logične posledice delovanja sistema, ki se je razvijal desetletja. In v knjigi analizirava ta sistem, kje so njegove korenine, katere so te, kam to pelje, za koga je to dobro, kaj to pomeni za nas. Sistem, kakršen je, deluje zelo učinkovito, ne? Tako da nič ne razpada, kot nekateri pridigarji zdaj govorijo, samo še malo, že zmagujemo, pa tako naprej. Ne, dokler bo ta sistem funkcioniral, bo zadeva samo slabša. Ne? Tako da v tej knjigi pojasnjujeva tudi, kaj so tiste bistvene miselne pasti, v katere so ujeti ljudje. Namreč, zdaj po dobrih 2 letih vojne, ki ima hude žrtve, malo je bolj podobna prvi svetovni vojni, če se spomnimo zastrupljanja vojakov v Ypru in tako naprej, kjer je recimo brez kakršnih koli frontnih premikov v enem dnevu med Francozi in Nemci na bitki pri Marni izgubilo življenje 1 milijon vojakov. Za koga? Zakaj? No, to se zdaj kaže v drugih oblikah, recimo z rekordnimi nakupi preparatov za pomirjanje ljudi, Midazolama konkretno, v Angliji so o tem natančno poročali, da so 3-letne količine običajne Midazolama porabili v nekaj tednih v domovih za ostarele. Rezultat je v bistvu pomor starostnikov. Kaj se dogaja z dušami naših otrok? Po vsem tem maskiranju, po vsem tem manipuliranju v šolah, so poškodovane. Zato je število samomorov, število bolnikov na psihiatriji rekordno. Se pravi, to je specifična oblika vojne. Neke podobnosti so z prvo, neke podobnosti z drugo, v osnovi je pa to čist drugačna oblika. Cilj je pa isti. Prerazporejanje bogatstva veliki bojo so vojno zaslužili in so že zaslužili ogromne milijarde, ljudje pa trpijo. Zdaj, ta vojna
je še hujša, ker je vojna enotne milijarderske kaste proti prebivalstvu sveta. Mogoče samo še to bi povedal, da opažam, ko se pogovarjam z ljudmi, da je ljudem večinoma jasno, da nekaj ni v redu. Ampak kaj ni v redu? Kaj to za mene pomeni? Kaj je sploh možno narediti? Tukaj pa vlada velika zmeda in ta zmeda se ne samo dopušča, ampak se spodbuja strani omrežij v ozadju. Tako da zdaj po teh volitvah v Sloveniji lahko rečem, da je imel Davos roko nad tako vsemi parlamentarnimi strankami, kot tudi velik vpliv na vse stranke, ki so nastopale kot neke nove sile za vstop v parlament. V tem trenutku se mi zdi najbolj alarmantna novica, da Svet Evrope spreminja resolucijo, kar pomeni, da ne bo več nobenih ovir za obvezno cepljenje. Res je, zdaj, če gremo pa bolj v podrobnosti, ta alarmantna novica drži, treba jo pa razumeti v povezavi z sporazumom na ravni Svetovne zdravstvene organizacije, ki ga je podpisala tudi Slovenija, ki ga je podpisalo 193 držav sveta in ki v povezavi z tem dokumentom, ki ga omenjaš, Sveta Evrope, pomeni, da se razveljavlja slovenska ustava in da bo zaradi kakršnega koli vzroka dejanskega ali namišljenega Svetovna zdravstvena organizacija prevzela vlogo ene uprave sveta in zagospodarila povsod po svetu, vključno Slovenijo. To je za nas Slovence popolnoma nesprejemljivo. To je še hujše kot recimo napad leta 1941 in upam, da bo zdaj začelo počasi prihajati do izraza tisto, kar so mnogi moji sogovorniki, tudi ti, izražali v obdobju zadnjih let. To pomeni, da ko bodo razmere postale bistveno bolj hude, se bo bistveno večje število ljudi kot sedaj zavedlo, da je to za nas smrtonosno. To je neko, recimo, realno upanje v situaciji, ki prihaja. Bom pa iskreno povedal, da jaz sem se pravzaprav nehal ukvarjati s tem, ko me ljudje sprašujejo, kaj bo pa kako bo, da bi ljudem razlagal perspektive, kam agenda 2030 pelje, ker ljudje temu ne verjamejo. In potem bi jaz moral najprej razlagati ljudem hude stvari. Ljudje ne verjamejo, da je to sploh možno. Tako da to je zaenkrat precej bob ob steno. Se spomnim 1-2 leti nazaj, ko se je COVID agenda začela odvijati, so še po javni televiziji, mislim, da Slovenija 1, pokazali nekje na Primorskem, je nekdo na zid napisal NVO, nov svetovni red, in to je bilo povedano kot teorija zarota. Ampak danes, ko dejansko Svetovna zdravstvena organizacija prevzema to eno svetovno vlado, še vsem to zdi že kar nekako sprejemljivo, normalno, res obvladajo to tehniko kuhanja počasi, da se ljudje sproti privajajo na nekaj. Ja, res je. Zdaj, jaz sam v tem zadevah razmišljam in dejansko izgleda, moramo v nekih krogih ljudem razlagati stvari, kajti verjetno se bo odprlo časovno okno, ko bo ljudje za torej ta opozorila postali dojemljivi, ko bodo doumeli, kaj to dejansko pomeni za njih. Zato v tej knjigi v bistvu poskušava pomagati najprej z nekimi vodilnimi vprašanji ljudem sistemizirati njihovo znanje, ker jaz, ko se z ljudmi pogovarjam, vidim, da ljudje ogromno vejo. Informacije so prisotne, ampak zlaganje teh informacij v nek sistem, tukaj
pa ne gre zaenkrat. Zato midva v uvodnem poglavju s Katarino predstavljava 13 družbenih stanj in procesov, ki bi jim lahko rekli sloni v sobi. To so neke take močne kategorije, ki usodno vplivajo na naše zdravje, življenje in delo, ki so tako ogromne in tako mogočne, da povsem zapolnjujejo prostor, ampak jih ljudje bodisi ne vidijo, ali nočejo videti, ali se, delajo na osnovi kognitivne disonance, kot da tega ni. Tako da to je neko ogrevanje, ki že samo po sebi se mi zdi, bi lahko pomagalo ljudem, ki sumijo, da nekaj ni v redu, urediti svoje misli in tudi nakazati pot, v kateri smer je treba razmišljati, če želimo preživeti. No, ta knjiga, kot rečeno, ima ambicijo pokazati pot preživetja, kako bomo preživeli, in ne samo kako bomo preživeli, ampak uspeli. Ker mi bomo lahko uspešno živeli samo, če se bo sistem upravljanja človeške družbe spremenil. In ena od ključnih pogojev, brez katerega ne bo človeštvo preživelo, je oživitev, se pravi reafirmacija vloge nacionalne države. Nacionalno državo pa Svetovna zdravstvena organizacija ukinja. Zdaj, pozitivno pri vseh tej komplicirani svetovni situaciji je, da so očitno tudi v teh različnih vejah globalne elite pogledi na ta vprašanja vseeno nekako neusklajeni. Ker dejstvo je sicer, da kar se tiče konkretnega delovanja, sta Kitajska in Rusija disciplinirani izvajalki diktata globalnega reda. Kar se tiče cepljenja prebivalstva, kar se tiče COVID certifikatov, kar se tiče uvajanja centralno-bančne digitalne valute. To so glavne sestavine uvajanja novega svetovnega reda. Kot je rekel dr. Klaus Schwab, imajo enkratno priložnost, da enkrat za vselej spremenijo svet. No in pri teh ključnih sestavinah do tega trenutka Kitajska in Rusija sodelujeta disciplinirano, kljub vojnam, kljub medijskim vojnam in dejanskim vojnam. Torej, lahko rečemo, da je vse nekako dogovorjeno, ne? Velik del je dogovorjen. Vojna v Ukrajini ustreza ciljem, tudi tem sem govoril, ustreza ciljem globalnega centra, vendar je pa deklarirana usmeritev tako Kitajske kot Rusije v multipolarnost sveta, je pa v nasprotju z direktnim tekstom enega svetovnega reda oziroma Davosa. Seveda tudi Rusija ni enotna zadeva, tudi Kitajska ni enotna zadeva, tam so različne struje. Mi imamo v Rusiji zelo nacionalno-patriotske struje prisotne, ampak oblast zaenkrat, ki poleg vojske, s katero usklajuje zadeve očitno Putin, je neoliberalna monetarna oblast in farmacevtika. To so indikatorji, kaj pa dejansko se v resnici dogaja. In v resnici se Rusija ni čisto nič skregala z Klausom Schwabom ali pa z Billom Gatesom. Rusija bila prva s temi tako imenovanimi cepivi, za Sputnik 5, ki je licenca AstraZeneca. Njihova Gamaleja pa njihova farmacevtika ni v stanju tega proizvesti. In tudi ve se, kateri finančni mogotci in skladi so prisotni tako v AstraZeneca kot v globalnih skladih kot v Rusiji. Tu je povezanost zaenkrat še precej
intenzivna, tako da ta vojna na drugih področjih ne ovira farmacevtskih poslov, smo pa v obdobju cepilnega globalnega fašizma. Tako da za glavnim orožjem zaenkrat se deluje še dokaj usklajeno. To je težava. Vedno se sproži problem in se potem pojavijo rešitve. Kakšne rešitve se že začenjajo pojavljati ven iz te vojne? Se pravi digitalna valuta, morda razlastninjenje ljudi v končni fazi, se že pojavljajo članki, da vabijo ljudi, da se odpovejo svoji lastnini zaradi prihoda beguncev iz Ukrajine in tako naprej. Ja, to so take demagogije in tako brez vsake logike, da človek ne bi mogel verjeti. Zdaj praktično cela Evropa hira in financira vojno v Ukrajini. Vojna v Ukrajini je pa v bistvu spopad različnih vej ene in iste oligarhije. Sej Ukrajina je bila od leta 2014 naprej pralnica denarja za ameriške magnate. V kombinaciji z ukrajinskimi, ki niso nič dosti drugačni od ruskih magnatov. Samo da ta svetovni tisk imenuje ruske pa ukrajinske do včeraj milijarderje kot oligarhe, medtem ko zahodni so pa zgolj milijarderje. Recimo primer Elon Muska. Elon Musk, v Sloveniji sem videl, kako so nekateri zaskrbljeni, a mu bo uspelo kupiti Twitter ali mu ne bo uspelo. In ko se malo pogovorim o tem, kdo pravzaprav Elon Musk je, nobeden ne ve, da je on glavni transhumanist, v bistvu milijarder, glavni lastnik in operativec korporacije Neuralink, za čipiranje človeških možganov, v povezavi z satelitskimi instalacijami v orbiti. Tako da ljudje so tako hitro, tako naivno zapeljani v neka čustva, pa v neko vero, v neke lažne preroke, rešitelje. Seveda, ljudje niso neumni. To je huda indoktrinacija zadnja desetletja. Za nami so volitve, agenda se izvaja z volitvami ali brez, vse gre po planu naprej. Koliko vpliva v resnici ima na vse to naš državni zbor oziroma poslanci? Ja, njihov vpliv je pravzaprav zelo nepomemben, ker v bistvu vse demokratski, recimo pseudodemokratska infrastruktura po svetu, vključno z Evropskim parlamentom, z parlamenti vseh držav članic, to so zgolj neke transmisije z redkimi nastopi nekaterih poslancev, ki nastopijo proti glavnemu toku, recimo v Sloveniji ga še nismo slišali, v Evropskem parlamentu, pa recimo v Hrvaškem, pa v Avstrijskem, kakšnem deželnem sicer bolj pa tako da lahko vsaj vidimo, da mi nismo nori, ki gledamo kritično na te stvari, da so še, bi rekel, ozaveščeni ljudje po svetu, nekateri tudi kot izjeme v politiki, ki opozarjajo na dejstva. To, kar je zdaj po volitvah v Franciji in Sloveniji možno ugotoviti, je, da povsod zmagujejo globalistični kandidati in stranke, tudi v situacijah, ko so izrazito prezirani strani večine prebivalstva. Tako da posledica v Franciji, zmage Macrona, kjer so posnetki televizijskih zaslonov, štetja glasov, že kažejo na to, da očitno je bil rezultat manipuliran, ampak velja se spomniti recimo izreka kanadskega ekonomista, očeta evra Roberta Mandela, ki je rekel, z uvedbo evra smo se znebili nadležnega vpliva demokracije pri upravljanju Evropske unije. Se pravi, ta demokracija je zdaj razgaljena kot zgolj nek figov list za izvajanje milijarderskih odločitev in brez politike družba sodobno ne more funkcionirati, ampak taka oblika demokracije, kot je sedanja parlamentarna demokracija, je za ljudi smrtonosna. No in o tem tudi mimogrede pišejo v tej knjigi, kako bomo preživeli in uspeli. Najprej analizo
strankarskega sistema sprejemanja odločitev danes in nek osnutek predloga, kako bi lahko izgledal nek uspešno delujoč sistem ozaveščene demokracije, da bi države lahko delovale v korist svojih državljanov. To je ena od glavnih tem te knjige tudi. Kako pa komentiraš naše rezultate volitev? Ja. Meniš, da je bila tudi pri nas, da so bili rezultati manipulirani? Ja, so indikacija za to. Zdaj moja ocena je bila pred temi volitvami ali pa želja, ne, da bi se čim manj tistih, ki so bili predtem v državnem zboru, vrnilo v državni zbor. Ne. To se je delno uresničilo, ne. Vendar pa je v državni zbor za presenetljivo in vprašljivo večino prišla najbolj globalistična stranka, novopečena Svoboda, ne, kjer njen lider je vnaprej reklamiral pristope Grete Thunberg, Klausa Schwaba, ne, Billa Gatesa. Ne. Tako da so kopirali agendo United Nations, agendo 2030. Tudi njegova sporočila z nekimi ljubeznimi pa prijaznimi besedami, pa tako naprej, kot bi bral agendo 2030, kjer je na ravni teh krovnih izrazov je vse sladkobno, ne, ko pa človek se spozna vsebino, je pa strup. Sej to me skrbi, da mnogi, recimo, ko poslušajo podnebne spremembe, zeleno gospodarstvo, digitalizacijo, da nimajo predstave, ne, kaj se za vsem tem skriva. Ja, v knjigi malo bolj podrobno opisujeva to, da nobena tehnologija, lahko tudi vrhunska, odlična tehnologija, ne more rešiti sprevrženih družbenih odnosov. Obratno, ne, za vse te tehnologije, ki prihajajo v forsirano uporabo, ne, digitalizacija, digitalni denar in tako naprej, vse tehnologije so koncipirane za razvoj in uporabo ne v pomoč človeku za njegovo lažje, bolj polno življenje, ampak za koncentracijo moči odločanja. To je skupni imenovalec vseh tehnologij. Od družbenih do elektronskih do farmacevtskih, vse vodi v bolj transhumanistično upravljanje človeške družbe. Kar pa pomeni tudi slejko prej spremembo človeške vrste, ne? Ja, zdaj ne moramo tega tako sprejemati, ne? Zavedati se moramo, kam transhumanizem pelje, v to, kar praviš, ne? Ampak ne smemo pa sprejeti avtomatizma, ne? Ker z avtomatizmom nas ubijajo. Ne? Ker ko nam servirajo tako, to se bo zgodilo, število delovnih mest se bo zmanjšalo, ne? Pridelava te hrane se bo zmanjšala, ne? Zmanjkalo bo teh goriv. To so vse laži, ne? Ampak vedeti moramo, kaj pomeni prediktivno programiranje. Ne? Se pravi, od Hollywooda, Disneylanda do raznih finančnih projekcij, raznih svetovalnih hiš in korporacij in McKinseyjev in tako naprej. To so vse zadeve, ki so prediktivno programirane. To pomeni, danes to ni res, vendar to so njihove milijarderske ambicije, za katere bi pa za božjo voljo enkrat ljudje morali se zavedati, da je vse to realizirano za naš denar. Ker denar je nek zunanji izraz vrednosti. Denar sam nima nobene vrednosti. Vrednost nastaja z našimi aktivnostmi, se pravi za človeško aktivnostjo zgolj znotraj človeške družbe. Če bi neka atomska bomba izbrisala prebivalstvo sveta iz obličja Zemlje, ne bi bilo več ne družbe, ne denarja, ne kreditov, ne ničesar. Se pravi, denar je družbena kategorija. In z mehanizmi, o tem tudi podrobneje piševa, kako je do tega prišlo, od leta 1913
izrazito naprej, za privatizacijo proizvodnje denarja v ZDA, in potem koncentrično po celem svetu, smo v situaciji, kjer milijarderska kasta parazitsko črpa vrednost od ljudi celega sveta in jo usmerja v zasužnjanje teh ljudi. In to je oblečeno potem v razne bleščeče barve, pa filme, pa blišč, pa diamante, pa vse sorte sranja tele visoke družbe. V resnici je pa to kraja, je to sužnje lastništvo. Natiskajo denar in mi dobimo tiskan papir, praktično. Denar, ki še nima nobene vrednosti. Ja, tako temu posvečamo kar nekaj pozornosti v tej knjigi, ker tu je zmeda totalna. Tudi recimo zloraba kategorij, kot je kriptovaluta, kot so kvantne valute, kot je zlati denar in kot je papirni denar. O vprašanju denarja se ni možno produktivno pogovarjati, če si ne razčistimo osnovnega pojma, ker že 5000 let, kot je stara iznajdba denarja, denar je ena najbolj koristnih iznajdb človeštva, ampak zadnjih 2500 let izrazito zlorabljen. Denar je izvorno družbeni odnos, ki nobena oblika denarja sama po sebi nima vrednosti. Vrednost imajo same po sebi, se pravi intrinzično vrednost, samo neke take bolj primitivne oblike denarja, kot je recimo zlati denar, zlatnik ali pa srebrnik, in ljudje zmotno mislijo, da je to dober denar. Tukaj moramo strogo ločiti monetarno funkcijo posameznih materialov, zlato, srebro, keramika, karkoli, in tržno vrednost tistega materiala. Zlato ima vedno neko borzno vrednost in kar se tega tiče, to je ena najbolj trdnih kategorij, tudi varčevanja. Ampak denar za zlato podlago ni nič boljši od denarja brez zlate podlage. V družbi nastaja fond, se pravi seštevek vrednosti blaga in storitev. To je to, kar je družba ustvarila. In to se razdeli s pomočjo denarja. No, denar je samo potrdilo. In za denarjem na borzah ali pa z elektronskim denarjem se ne ustvarja nobena nova vrednost. To so samo različne materialne ali pa tehnične oblike izražanja ene in iste zadeve. Če jaz dobim plačo 1000 evrov v podjetju, sem dobil za 1000 evrov kupne moči. In je zelo vseeno, kakšno potrdilo dobim. Ali to dobim v obliki nakazila na moj transakcijski račun, ali dobim zlatnike, ali dobim izplačeno v gotovini. Vse je to moje isto potrdilo upravičenje na zasluženih 1000 evrov. Vse to fiktivno napihovanje teh milijard, ki se dogaja na borzah in v naložbenih skladih, to je pa roparstvo. To je v bistvu pretvarjanje fiktivnega denarja v denar z realno kupno močjo. Zato to, kar so Rusi zdaj naredili, ko so rekli, ukinjamo prodajo nafte za evre in dolarje, lahko jih kupujete samo za rublje nafto, in en gram zlata je 5000 rubljev. Se pravi, to je neka psihološka poteza. To je tudi koristno z vidika, bi rekel, nekega zaupanja v eno valuto. Je koristno, če država ima neke naložbe tudi v takih oblikah. Kot naprimer centralna banka, ki so je sicer polovico depozitov pri mednarodnih bankah, mislim, vse depozite so jih zaplenile, ampak nekaj jih pa imajo še doma. Tako da, kar se denarja tiče, kar bistvene stvari pojasnjujejo v tej knjigi, ker so namenoma tukaj te zgodbe, kako recimo nas bo Bitcoin osvobodil, pa tisti zlobnih centralnih bankirjev. Pri denarju je morda celo najpomembnejša ena zadeva izven monetarne sfere,
To pa je, kdo upravlja z državo. Se pravi, sistem, ki ga mi dva analiziramo in predlagamo in kažejo na sedanje slabosti in kako bi moralo biti, je, kako realizirati upravljanje države v dobro ljudi, in v takem sistemu je denarni sistem zgolj podsistem tega, zgolj izvedbeni sistem. Denar je v svoji osnovni funkciji zgolj infrastruktura, tako kot vodovod, kanalizacija, ceste. Denar ne ustvarja nobene nove vrednosti. Denar nam mora samo pomagati razdeliti ustvarjeno, izvajati transakcije, varčevati, investirati. Pa kaj je tisto v sistemu, ta mehanizem, da eni posedujejo 90% svetovnega premoženja? Ja, to je da 1% ne. Ja, drži. Ta zadeva je v bistvu eksponencialno naraščala, bi rekel, po padcu zlatih let kapitalizma, ki so bila eno najbolj, bi rekel, uspešnih obdobij človeštva, od druge svetovne vojne, se pravi od leta 45 do leta 70, ko je pa, bi rekel, nastopilo obdobje neoliberalizma, ki je podrl vse tiste pridobljene vrednote na kapitalističnem zahodu realiziranega, dokaj optimalnega upravljanja družbe. Po tem obdobju, po letu 70, prihaja do eksponencialnega povečanja razlik v premoženju in dohodkih. Dohodki menedžerjev teh naložbenih skladov so astronomski in tukaj prihaja do protislovja. Ljudje in institucije, ki povzročajo človeštvu največ škode, si prigrabijo največ vrednosti. Zato pravim, da v tem sistemu ni rešitve, ker mi sami ljudje financiramo naše ugonabljenje. In te enormna bogatstva so popolnoma nenaravna, ker noben posameznik ne more s svojim osebnim prispevkom nenaravno velikih obsegov premoženja ustvariti. Mi vsi lahko uspešno delujemo samo znotraj harmonično delujoče družbe. Seveda, eni so bolj pridni, eni so bolj pametni, eni imajo mogoče več sreče in eni so, in je zato naravno, da nekateri imajo več, nekaj več, ne pa milijonkrat več. Tako da ta razmerja so se porušila zaradi ugrajenosti teh mehanizmov v ta monetarni sistem in sistem upravljanja s človeško družbo, ker zdaj je v bistvu celotna demokracija je zdaj v popolnoma podrejena finančni moči. In zato je tudi imamo opravka z paradoksom, protislovjem, v katerem piše o tej knjigi, da to, kar ljudje ustvarimo vsak dan ali pa vsako leto, seštevku dni, večina tega je namenjena uničenju in uničevanju. Ta sistem je katastrofalno slab. Z vidika planeta in z vidika človeštva. Kratkoročno pa ta nekaj tisoč, 10 tisoč te privilegirane kaste uživa nekaj, ker oni živijo čisto v nekem svojem fiktivnem svetu, ki mu pa mi ljudje dajemo neko realno moč. In to se bo moralo sesesti. Res bi rada pojasnila recimo to, kako je možno, kaj tisto v sistemu, ta mehanizem, da se vse bogatstvo, vsa moč preliva pač k peščici, neki eliti tega sveta. Ja, najmočnejši mehanizem je zadolževanje. Zadolževanje, to imenuje politični ekonomist Michael Hudson, debt-induced deflation, se pravi zmanjševanje povpraševanja, zmanjševanje kupne moči zaradi zadolženosti. Zdaj, zadeva je seveda veliko bolj jasno vidna v Združenih državah kot imperialnem centru, ker so v teh procesih recimo 20 let pred nami. Tam so ljudje totalno zadolženi in tam so, bi rekel, vse te slabšanje življenjskih razmer, ko so ljudje, kar naenkrat morajo začeti delati 2 službe, zato da lahko preživijo, začeli flikati za kreditnimi karticami, pa z zadolževanjem. Zdaj recimo študij je bil včeraj zastonj, danes moraš plačati
$300,000 za študij na elitni univerzi, in s tem ljudje vstopajo v to sužnje lastniško kreditno razmerje. In potem se seveda tistim, ki financirajo ta denar iz fiktivnega denarja, se bogatstvo povečuje, ljudje pa delajo danes na jutri. Tako da zadolževanje, potem pa cene. Za enega milijarderja je vseeno stane kila kruha €1 ali €100, ker vsi približno, to je za njega irelevantno. Za revnega človeka pa to ni vseeno, ali stane kilogram kruha €1 ali €2 ali €3. To pomeni skozi dviganje cen, skozi inflacijo. Inflacija ni naraven pojav. Ta inflacija, ki je zdaj nastopila povsod po svetu, recimo katastrofalna, v Evropi najvišja v Nemčiji, je umetno ustvarjena, z rušenjem dobavnih verig, z uničevanjem proizvodnih obratov tudi. O tem je veliko poročil. Vse to povzroča pomanjkanje blaga, dviganje cen blaga. Zakaj? Zato, da se ljudem ponuja neko univerzalni temeljni dohodek, ki je pa oblika digitalnega suženjstva, ker je pogojen s cepljenjem, pogojen z nekritičnim razmišljanjem, nepritoževanjem. To so vse razvite tehnologije, ki so na Kitajskem že poskusno v uporabi kar nekaj časa. V Italiji, v Bologni so uvedli en del teh tehnologij. V bistvu ta svetovna elita, če tako rečemo, gleda, kje katero od teh suženjskih tehnologij uvesti. Se pravi, gre za prelivanje vrednosti, ki zdaj dobiva groteskna razmerja. Začne se pa pri tem, kako visoka je moja plača. A je moja plača taka, da mi omogoča enostavno preživetje in prihranke, ali ne? No in tukaj se začenja rušiti. Se pravi, plače, zadolževanje, temu lahko rečemo osnovni algoritem razporeditve kupne vrednosti. In v ta osnovni algoritem, neoliberalni, neoklasični, je vgrajena ta naraščajoča neenakost, ki je zdaj dosegla take razmere, da niso več vzdržne. Ampak tudi države se na veliko zadolžujejo. Pri komu je važno? V bistvu je tako, država bi vsaka morala voditi aktivni proračun, to pomeni voditi tako politiko, da so vsi viri družbeni polno angažirani, to že zdavnaj ne drži. In to zadolževanje je umetno povzročeno. Kako umetno povzročeno? Ja, recimo najbolj plastičen primer je projekt COVID-19, ki je bil, COVID je umetno povzročen projekt, o njem smo se že pogovarjali, ki ima za posledico ogromno investicij, za katere so se države zadolžile. Zadolžile so se za strupena cepiva, zadolžile so se za maske, zadolžile so se za subvencioniranje ustavljenega gospodarstva in družbe. Se pravi, to so sami subverzivni vzroki, popolnoma za virus. Tudi če bi verjeli v patogenost virusa, bi morali priznati, da zdaj pa vsem zlaganim statistikam je vseeno smrtnost tega virusa bila 0,14%. Se pravi, zanemarljiv vzrok smrtnosti. Kljub temu je razsuta celotna človeška družba in gospodarstvo. Zdaj, tukaj ni rešitve znotraj tega sistema, ni pojasnil. Mislim, lahko pojasnimo, kdo, zakaj, komu je, ampak to je narejeno za izropanje večine svetovnega prebivalstva. Vsa energija upora zadnjih 2 let je šla, da so se pisale kazenske ovadbe, ustanovilo se je precej novih strank, ljudske liste, ampak vidimo, da ni efekta. Še protesti so zamrli. Kaj lahko iz tega ugotovimo, neko analizo stanja? Ja, v bistvu je treba priznati, da globalna elita igra genialno igro, ki jo je tudi napovedala, recimo v projektu Lockstep iz leta 2010, je predvideno, da se bo ljudstvo upiralo. In kot je Lenin rekel, najboljše je
da opozicijo kar sam vodiš. In to se dogaja. To se dogaja, jaz lahko to iz osebnih izkušenj rečem, da sem pri vseh domnevnih alternativnih gibanjih, osebnostih in tako naprej zaznal velik problem, ali pomanjkanje znanja, ali indoktriniranost, ali povezanost z nekimi centri moči. Zunanji pokazatelj tega je bilo, da ni bilo pripravljenosti znotraj teh skupin za nek razumen predvolilni dogovor. Jaz sem sicer na tem dogovoru osebno delal že eno leto prej, lansko poletje, kjer sem zaznal, da je ta celotna slovenska uporniška scena prežeta z usmerjenostjo v ukvarjanje z enim ozkim problemom in z popolno nepripravljenostjo se pogovarjati o skupnem imenovalcu teh problemov. Zakaj je temu tako, je verjetno od primera do primera različno. Sigurno gre pogosto za iskrene ljudi, dobre ljudi in tako naprej, ampak tukaj je enostavno zdaj konca, ali bojo ljudje tako kot 7, torej zdaj ravno jutri je 27. aprila, praznik Osvobodilne fronte, slovensko ljudstvo je 27. aprila zmoglo dogovor za nekaj glavnih točk preživetja. Brez tega tudi tokrat ne bo šlo. To pomeni, da se je treba povezati zdaj v sedanji situaciji za dve temeljni zadevi. Boj za resnično nacionalno suverenost in boj za humanizem kot nasprotje transhumanizma. Brez figo žepu. Tega do zdaj v pomembni meri v Sloveniji in nikjer na svetu ni bilo. Zdaj ta, bi rekel, vlaganje v vatpa, pritožbe, deklaracije, Barringtonove, Filmihove in tako naprej. Del tega je pozitiven, ker ogromno dejstev se je osvetlilo s pomočjo delovanja teh odvetniških pa zdravniških skupin. Ampak zavedati se moramo tudi, da so zaprti v dogme, globalistične dogme, o katerih v najni knjigi, kako bomo preživeli in uspeli, piševa. 4 glavne dogme so, iz katerih, naprimer, Filmihova skupina zaenkrat ni zmogla. Čeprav so posamezni njihovi sogovorniki zastopali stališča, za katera tudi jaz mislim, da so prava, pa kot celota niso. Recimo ujeti so v dogmo, napačno dogmo denarja. Kaj pa je ta glavna zmota? Bom pojasnil. Prva dogma denarja, dogma virusa, dogma ogljikovega dioksida in dogma demokracije. To so 4 dogme, to so na glavo postavljene kategorije in nihče, ki si ni na jasnem z pravilnim razumevanjem teh kategorij, ne more biti koristen pri boju za preživetje. Dogma denarja je ustrajanje znotraj sedanjega monetarnega sistema, ki smo ga opisali, da se je 1913 privatiziral in dogma pomeni verjeti v to, da ima neka privatna skupina tradicionalnih bankirjev pravico prodajati denar, ki ne stane nič, državi in s tem ljudem in črpati ogromne milijarde. To je dogma, to je osnovna dogma dogem, ker iz tega ven ni, ker to se črpa vsa sredstva za farmacijo, za vojsko, za vse. In ta monetarna dogma, namesto da bi, kaj pa alternativa temu, klasičen sistem je, da suverena država ima po moderni monetarni teoriji možnost in pravico brezplačno izdajati svoj denar. Zelo enostavno. In pri tem ni omejena. In zato je bil tudi izveden atentat na Kennedyja, ker je hotel prekiniti ta desetletja takrat trajajoč monopol privatne
centralne banke ameriške za proizvodnjo denarja, je prenesel proizvodnjo denarja na Ministrstvo za finance in v 3 mesecih je bil Dallas. Libijski voditelj, ki je uvedel afriški zlati dinar, je bil brutalno likvidiran. Tako da to je življenjsko nevarna tema, hkrati je pa tako. Nacija, ki si ne bo izborila nazaj svoje suverene pravice, ne samo politične, ampak tudi ekonomske in monetarne, ne bo preživela. Kaj bi bil lahko prvi konkreten korak, če bi se recimo organizirali, ampak konkretna akcija v to smer? Ja, vsaka konkretna akcija mora biti del neke zavestne odločitve. Ne. Tukaj nobeno napadanje katerekoli posamezne ureditve ali pa problema ne pomaga. Ne. Mi ne moramo rešiti, naprimer, vprašanja zdravstva v neko ljudem prijazno zdravstvo znotraj sedanjega sistema upravljanja Slovenije. Ne gre, ker zdravstvo je bodisi usmerjeno v zdravje človeka ali pa v farmacevtiko, se pravi v stalno prodajanje, v tretiranje državljana kot kupca farmacevtskih proizvodov in storitev. Torej, ampak res konkretna zadeva je odločitev, ali se bom aktivno prizadeval, in zato se bo treba boriti, za osvoboditev ali ne. Ker če sem s prijaznim sistemom, pa če bom tako, sem pa kakšno negodovanje izrazil, to je potrjevanje sedanjega stanja, to je težka odločitev. In šele, ko se bo povezalo vsaj kritično število ljudi, rečemo 100, 150, za Slovenijo govorimo, za enotnim programom se bo zadeva začela postavljati. Noben od nas kot posameznik ne more nič. Nekateri smo, ki so nam stvari jasne, in če nas bojo ljudje poslušali, potem se bomo začeli pripravljati na preživetje in uspešno delovanje. Čudežev ni. Nobenega čarobne palčke, ali pa da bi se nekje posvetilo, ali pa da bo eden z neko idejo nekje, ne bo, ni čudežev tle. Tle je mukotrpen, najprej ozaveščenje, grenkoba, črtanje vsega, zdaj mask nam ni treba več trenutno preganjati, ker naenkrat so vsi ljudje brez mask, ker je bilo objavljeno, da ni več potrebno, razne izjeme, nekaj zagrizenci so še vedno v maskah. V Ljubljani je še kar precej. Ja, to se vidi, kakšne so dolgoročne posledice. Se pravi, mora iti za zavestno odločitev, tudi za neko samospoštovanje, za odločitev, da zavračam ves ta sistem, ki pomeni globalizacijo od mask do cepiv, do Hollywooda, do množičnih medijev, da se ne pustim temu sistemu več voditi, odpovedati vse medije. Ampak verjetno bo večina takoj, ko bo takšno navodilo, dala maske spet gor. Ne se o tem govorimo, zato to so to kratkoročne reakcije. Celo mislim, da je z vidika globalistov zelo koristno, da so videli, ko smo rekli maske dol, je ko večina dala maske dol, ko bomo rekli maske gor, bo spet maske gor. Čeprav se ponavlja zgodba, ki je bila že prisotna po prvi svetovni vojni, kjer je šlo ravno tako za inscenirano, tako imenovano špansko gripo, in za zelo podobne prijeme, in tudi za prisotnost tistih škodljivih cepiv, Rockefellerjevih takrat. Tako da zgodba se ponavlja, ljudje pa ne radi gledajo v resnici oči. Večina meni, da je iluzorno, da bi se sistem lahko spremenil. Vse ni nobena umetnost biti zdaj kritičen do tega. Ampak to sploh ni vprašanje. Mislim, važno je, a mi vemo, kaj za nas dobro. In če vemo, da oblast dela za to, da nas zastrupi in izropa in ubije, a se bomo mi s tem sprijaznili ali ne? Sej, jaz nisem noben optimist ali pa
si ne delam nobenih iluzij. Ne? Če se ne bo dovolj kmalu, dovolj veliko ljudi odločilo, da hočejo preživeti, ne? Da se bojo poskušali še naprej prilagajati, potem se nam slabo piše. Zelo veliko ljudi pripada temu sistemu, če gledamo samo, koliko enih ljudi je zaposlenih v korporacijah, v institucijah, v znanosti. Se mi zdi, da ne bi prav veliko ljudi spreminjalo ta sistem. Ja, to je nek paradoks protislovje. Jaz prihajam tudi osebno do nekih grenkih ugotovitev. Namreč jaz sem vso svojo aktivno politično ali polpolitično kariero zastopal idejo, da je najbolj pomembno v družbi podpirati srednji razred. Da je treba imeti podporen odnos do socialno šibkih in jih poskušati dvigniti v tej družbeni lestvici, da je treba imeti izrazito omejujoč odnos do nenaravno bogatih, ampak da je tisti ustvarjalni srednji razred, dobro stoječ, ponosen, ustvarjalen, tisti, ki je nosilec vsega pozitivnega v družbi. Ne? Tako bi moralo tudi biti, ampak zdaj se je pokazalo v obdobju korone, da je podkupljenost tega srednjega razreda eden največjih problemov. Ne? Ljudje, ki udobno živijo v super plačanih službah, v državni upravi, v vojski, v bankah in tako naprej, ne, ki jih sistem futra iz našega denarja, ne, se pravi, tem ljudem je tako dobro, ne, recimo vse tele provizije, ne, ki so napojile cele sloje politikov in poslovnežev, ne. Ti ljudje so zastopniki sistema in to so glasni ljudje, ki imajo v bistvu upravka z velikim številom ljudi, medijev in tako naprej. Tako da ja, velik problem je ta podkupljeni, uspavani, indoktrinirani srednji razred. Problem je tudi akademski razred, ne, ki spada materialno v nek srednji razred, praviloma, ne. Nekaj izjeme celo po svetu odskakujejo navzgor. Akademski razred je popolnoma indoktriniran. Mi tudi v Sloveniji nimamo intelektualca, če govorimo o članih Slovenskega akademije znanosti in umetnosti, o dekanih, rektorjih in tako naprej. Ne? Nihče ni podal neke kritične analize recimo z zornega kota slovenske nacije. Med njimi je veliko zelo izobraženih ljudi, ki vedo, nekaj tudi sam poznam, za katere lahko rečem, da vedo, pa zaradi preračunljivosti, previdnosti ali česarkoli ne prihajajo z glavnimi kritičnimi mislimi ven. Tako da ta indoktriniranost, podkupljenost, lagodnost srednjega razreda je zelo smrtonosna zadeva, desetletja ustvarjena, ne? To plehko potrošništvo, ne? Od raznih šefov na televiziji do raznih ATP-jev, pa 40 let starih vin, pa balzamikov, pa raznih takih sprevrženih traparija, ne, ki so mogoče nam zgleda nedolžne, pa zanimive do neke mere, dokler ne vidiš za tem sistema. Ne. To pomeni zaplesti ljudi v neke lažne, za človeka v bistvu nepomembne aktivnosti. V to je zapletena sodobna družba. Ne. Vendar pa seveda ljudje spoznavajo zdaj pospešeno, ne, da preprosto, kmečko, to cepivo v osnovi ni bilo namenjeno krepitvi našega zdravja. Ne. Zdaj številke prihajajo ven, vse večje število ljudi to začenja opažati, ne. Tako da upajmo, da bodo šoki, ne, prispevali k ozaveščanju malo hitrejšemu kot do sedaj. Res pa je tragično dejstvo, da ko spregledamo celotno smrtonosnost sistema, takrat smo običajno sami. Tako da eno glavnih orožij globalizma za obvladovanje človeške družbe je ohranjanje razpršenosti ljudstva
na drugi strani je pa vojaško organizirana globalistična sila. Zato je tudi, kar so pokazale tudi zadnje volitve v Sloveniji, veliko pozornosti in denarja namenjenega z globalističnih omrežij temu, da se ljudje ne bi skoncentrirano zagnali za preživetvene cilje. Programi strank lahko obljubljajo marsikaj, ampak v okviru tega sistema verjetno niso mogoči. Ja, jaz sem nekatere programe malo pogledal, eni so se tudi izpopolnjevali, moram reči, zasledil sem tudi določen pozitivni vpliv našega memoranduma, se pravi, še tega iz leta 2021, oziroma 2020, ampak tudi tiste dobre stvari, ki so bile v obliki sloganov prisotne v nekaterih programih, niso bile kompatibilne z programi v celoti. Ne more biti program delno suverenističen, delno pa globalističen, kar je pa dejansko bila zadeva. Tako da ni bilo pripravljenosti za neko jasno orientacijo. In vse ostalo smo skomentirali. Da je možno karkoli od tega realizirati, bi verjetno najprej potrebovali funkcionalno državo in funkcionalni državni zbor. Ja, jaz osebno sicer ne verjamem, da je v okviru tega sistema možno izvesti družbeno spremembo. Ne gre. V kontinuiteti sedanjih institucij, sedanje razporeditve tudi bogatstva v družbi, spremembe ne bo. Oziroma so spremembe lahko samo kozmetične. Se pravi, realno je upanje, da bo volja ljudstva organizirana, doživela do te mere, da bo prišlo do sprememb, ki bodo sicer popolnoma v skladu z temeljnimi ustavnimi normami, sedaj veljavnimi, predvsem z pravico slovenskega ljudstva do samoodločbe, ker sedanja referendumska zakonodaja ne omogoča praktično nič. Se pravi, bo moralo priti do neke organizirane ljudske ustaje, ki bo zvesta temeljnim ustavnim principom, ampak ki se ne bo pustila ukleniti verigam sedanjega sprevrženega političnega sistema, ki je povsod v vseh članicah Evropske unije izmaličen do te mere, da volja ljudstva ne more priti do izraza. Volja ljudstva. Zdaj, volja ljudstva je tudi malo nek vprašljiv, večplasten pojem. Kaj je to volja ljudstva? A ljudje sploh vejo, kaj je dobro za njih? Tako da brez neke tudi avantgarde, se pravi drugače razmišljajoče patriotske elite ljudi, ki bo delovala v našem nacionalnem interesu, neka pomembna sprememba ne bo možna. Sistem nas je vse vzgojil in smo kar ujeti v nek kalup razmišljanja praktično vsi. Nek zdravnik, recimo, če bi želel res zdraviti, bi se moral kar konkretno preobraziti. Res je. Mogoče smo mi bolj analogna generacija, ki smo različne ureditve spoznali v delovanju, kdor je pač bil podobno kot jaz aktiven, predvsem v gospodarstvu, v mednarodnem gospodarstvu, v politiki. Vemo, kaj je bilo slabega, kaj je bilo dobrega in kaj je zdaj slabega in kaj je dobrega sedaj. In v bistvu je treba združiti tisto dobro, kar smo zgodovinsko spoznali, da lahko funkcionira. Za mene novi sistem ni nekaj iluzornega, kar bi čakali, da bo prišlo iz vesolja ali pa iz karantanja. Novi sistem mora, po mojem, temeljiti na jedru tistega kapitalističnega sistema, ki se mu je reklo zlata leta kapitalizma. To pomeni, da še vedno ostanejo v funkciji kategorije denarja, prihrankov, razvoja, stroškov in tako naprej,
ampak da se družbo organizira tako, da država služi državljanom. Vse ostalo so posledice tega. Sedanje stanje je postavljeno tako, da država ne sme in ne more služiti svojim državljanom. To je to osnovno protislovje, preko katerega ne moremo. Ne? In znotraj države, ki ne služi svojim državljanom, ampak služi globalističnim ciljem, ni možno realizirati celostne medicine, človeku prijaznega zdravstva, šolstva, gospodarstva, kulture. Ne? Ni možno. Zastrupljajo nas že desetletja, ampak je to kar vse splošno sprejeto. Kaj človek skonzumira že samo, če mu zdravnik nekaj predpiše in če kupuje hrano in ostalo v supermarketih. Redko kdo opazi, kako nas zaprašujejo iz zraka. So skupine, ki to opazujejo že tudi po 20 let. Ogromno je nekih fotografij, zbranih dokazov, ljudje plačujejo analize iz svojega denarja. Kot ponavadi ni možen dialog s pristojnimi. Kdo bi moral v Sloveniji recimo konkretno za to odgovarjati? Dialog tukaj ne mora biti rešitev, ker to gre za zavestno zastrupljanje prebivalstva. Jaz vem, da je Združena Dolenjska poslala vsem kandidatom na teh volitvah, ki so bile to nedeljo, vprašalnik. In samo ena od strank, ki pa pol ni prišla v parlament, je priznala, da chemtrailsi, se pravi zapraševanje neba, sploh je. Ostale stranke to še vedno imajo za teorijo zarote ali pa za nekaj, kar bi morali še proučiti. Je pa to eno najpomembnejše dejstvo, ki je mogoče tudi prelomna situacija za vsakega državljana, tudi za vsakega gledalca tega najnega pogovora, ali bo še naprej moče sprejemal, da ga oblasti zastrupljajo ali ne. Tukaj že desetletja poteka zelo intenzivno zapraševanje neba v okviru geoinženiringa, kot se temu reče, ki ima dvojni namen. Eno je vplivanje na zdravje prebivalstva v smeri zmanjševanja sposobnosti kritičnega mišljenja, v smeri spodbujanja raznih bolezni, v smeri spodbujanja tudi oziroma pripravljanja ozračja za vplivanje na vreme. Zdaj, to je druga točka, ki bi jo morali končno razumeti, da ni teorija zarote, ampak je kar zarota, ki se desetletja izvaja s sistemi HARP. Se pravi, sistemi HARP v kombinaciji z zapraševanjem neba, z metalnimi substancami, imajo za posledico bistveno povečevanje moči vplivanja na vreme. Vreme je še kako manipulirano. Včasih pretoplo, včasih prehladno, včasih premalo dežja, včasih preveč dežja. Mogoče s to povprečju ni velikih odstopanj, ampak ti ekstremi uničujejo človeka in planet in kmetijstvo. Recimo Hrvati so se malo bolj agilno organizirali, imajo ustanovljen nek institut, imajo več kot 100 opazovalnic sistemskih po celi Hrvaški in mislim, da bi Slovenci morali se tej pobudi pridružiti, ker mi smo v bistvu sosedje in vse te zadeve potekajo kombinirano in tudi v večjem številu držav praktično po celem svetu. Zdaj neke analize so celo prisotne, da intenzivno spuščanje delcev aluminija ima za posledico veliko povečanje vnetljivosti gozdov. In prihaja zato od avstralski požari, od ameriški požari in tako naprej. Se pravi,
zločinskost svetovne uprave je tako velika, da si je normalno običajen človek ne more predstavljati in zamisliti. Ampak čim prej se bojo ljudje stresali, tem prej se bomo lahko začeli pogovarjati o rešitvah. Dokler ne poenotimo našega pogleda na stanje, kaj se v resnici dogaja, toliko časa ne moramo pričakovati, da bo nekdo nekaj rešil, ker ne bo. Vse geoinženiring se na nek način deloma uradno priznava, ampak se ne priznava, da nas vsakodnevno zaprašujejo. To naj bi bili kontraili, ne chemtraili. O tem je bogata dokumentacija prisotna na Twitterju vsak dan, video posnetki, se pravi ta inštitut Hrvaški, pa teh institucij po svetu več, ima sistematično zbrano dokumentacijo, ki kaže, da se že zelo intenzivno, da se že pred drugo svetovno vojno začelo s tem, intenzivno pa po drugi svetovni vojni, v Evropi pa vsaka država, ki se je priključila NATO, s tistim trenutkom so se začeli izvajati zapraševanje, v nekaterih državah pa že prej, na Hrvaškem, takoj ko so pristopili k partnerstvu za mir, še preden so postali člani NATO, se je začelo zapraševanje izvajati. To zdaj, v bistvu, temu tudi jaz sam nisem leta nazaj posvečal veliko pozornosti, ampak to je zdaj postala preživetvena kategorija. Ker skozi zapraševanje stalno iz zraka je zastrupljeno vse poljedelstvo, vsa voda, zrak, ki ga dihamo, in potem vse te bolezni, ki pridejo, ne rabijo več nobenega virusa, ker smo že dovolj zastrupljeni skozi zapraševanje, skozi farmacevtske preparate, skozi hrano genetsko spremenjeno, skozi zobne paste s fluorjem in tako naprej. Skratka, ne moreš se več nikamor v resnico makati. Ni nobenega mesta. Jaz sem gledal dokumentarni film iz Havajev, Maui, kjer so ugotovili, da v najbolj naravnem okolju nek ekocenter, brez kakršnih koli umetnih zadev, vse zastrupljeno iz zraka. Da je voda tista iz ledenikov, iz snega, ki se raztaplja v ameriškem gorovju, zdaj sem gledal dokumentarc na to temo, zastrupljena. Zdaj tle ni, kdor ni pripravljen spregledati teh dejstev, ni zrel za preživetje. Ja, resnica je res tako precej kruta, da se zdi ljudem na nek način res kontroverzna. Ja, se je res hudo, ker v bistvu, če kdor gleda reklame, se včasih na prebliska, preskočimo, ja, bolečina, preprečite bolečino, bolečina je huda. Potem, ko so se začele reklame za tele razne zadeve, kako že rečejo, razvajati, razvajajte se v tem zdravilišču po tempering, razvajanje. V bistvu neke take mehke kategorije, ne bodite, ne smeš nikogar užaliti, ne smeš tako, se pravi neka taka mehkoba, navidezna, v resnici pa take grobe morilske ambicije in metode. To je normalnemu človeku težko spraviti skupaj. Kako se zdaj že reklamira transhumanistična agenda, se pravi priznavanje čez 150 različnih spolov, strpnost, da se mlade predvsem v tem duhu že vzgaja. Ja, tukaj verjetno preživetje bo možno samo z povratkom k nekim klasičnim človeškim standardom. Dveh spolov, s toleranco do vseh zadev, ki se ob tem pojavljajo, ni razloga za nobeno nestrpnost ali pa za kakršnokoli zavračanje, ampak v bistvu promoviranje. Jaz sem gledal zdaj statistiko klinik za spreminjanje spola pri otrocih v Ameriki, ko se v 10 letih se je število z indeksom nekaj 100 povečalo. Se pravi, to gre za neko usmeritev, razčlovečenja človeka. Transhumanizem, kot praviš. To je ena od stopnic zdaj te spolne namenoma stopnjevane zmede. Ja, znan je primer te ameriške plavalke, plavalca, kjer je nastopil tudi
bi rekel, zelo veliko negodovanje svetovnih razsežnosti, ampak ob tem se moramo seveda tudi zavedati, da take teme, nekatere so stopnjevane in puščane v javni prostor, v javni diskurs, tudi zato, da se odvrača pozornost od osnovne teme. Ker osnovna tema naša pa je razredna. Se pravi, razred državljanov, v katerega spadamo 99% ljudi, mi smo ljudje, ki imamo enake probleme in ne smemo se pustiti razrezati na te identitete, spolne, nacionalne, verske in tako naprej, ampak to se sistematično počenja. Ker če bi se mi enkrat povezali po teh glavnih naših interesih, potem je jasno, da je ta sistem nevzdržen. In zato se to z vsemi sredstvi preprečuje jasen pogled v to, kaj so glavni problemi. To mi zdi, da smo kot posamezniki popolnoma nepripravljeni na to, kar prihaja. Veliko ljudi se je odselili iz mest, bolj na podeželje, so samooskrbni. Vem, da v mestih ljudje nekateri delajo zaloge hrane, nekako vsak zase išče rešitve. Nimamo pa zaenkrat še te neke skupne vizije in tega cilja, kot praviš. Ja, ljudje niso pripravljeni še za to. To so pojavi, ki jih omenjaš, so pozitivni v nekem smislu, ampak negativni tudi, če si kdo od tega obeta trajno rešitev. Zato se take navidezne rešitve tudi zelo spodbujajo, kot naprimer problematika nošenja orožja v Ameriki. Hočejo prikazati, kot če boste vsi imeli ohranili pravico za osebno oborožitev, da bo problem rešen. Nič ne bo rešeno, ker mi dihamo en zrak, pijemo vodo iz nekih izvirov, in če je vse to zastrupljeno, ti nobena pištola nič ne pomaga. Se pravi, strupen sistem je treba razstrupiti oziroma zavreči. Nobeno individualno oboroževanje, nobena tudi izbruh ne pomaga nič. Treba se je vsem dogovoriti za neko programsko povezovanje, za preživetje. To je že 2 let govorimo, in dokler ne bo dozorelo spoznanje pri dovolj velikem številu ljudi, zato je vse to vrtenje v krogu. Nobene rešitve ni, take. Mislim, jaz ne zavračam koristnosti večplastne za to, da se poskušamo zdravo prehranjevati, pa sami pridelovati hrano, pa tako naprej. Samo, če bo naša država delovala v smeri našega zastrupljanja, ropanja in pobijanja, nam to ne bo pomagalo. Samo vprašanje, da pridemo na vrsto. Zato čim prej se treba zbuditi. Ti si ustanovil Zavod za svobodo življenja, pa koliko ljudi se je zaenkrat povezalo preko te organizacije? Ja, ta zavod, sicer ustanoviteljica tega zavoda je magistrica Karin Rižner, jaz sem direktor tega zavoda. Zavod predvsem ostaja na strokovni ravni delovanja, se pravi, mi imamo nek 9-članski strokovni svet, ki sprejema strokovna stališča, ampak tudi moram reči, da ne delamo zelo intenzivno. Na spletni strani sicer objavljamo aktualne zadeve, pa tako naprej, ampak zaenkrat med ljudmi ni bilo veliko interesa. Zato smo v zadnjem obdobju pristopili k organiziranju še enega zavoda, ki se bo pa ukvarjal bolj s povezovanjem ljudi na terenu. To imenuje se Zavod za narodno suverenost, vodi ga Ivan Jurgec. No in ta 2 zavoda bosta in že sodelujeta med seboj, se pravi Zavod za svobodo življenja bolj na strokovno-znanstveni strani in z ambicijo mednarodnega povezovanja. Ta Zavod za narodno suverenost pa ima skupine, povezuje skupine, ki so nekatere že dalj časa prisotne po Sloveniji, na Dolenjskem, v Ljubljani, tudi na Gorenjskem, drugih koncih. In upamo, da bo počasi prišlo do nekega državljanskega omrežja, ki bo lahko nudilo prvič pomoč solidarno med člani pri soočanju s problemi, ki jih imamo vsi.
na področju šolstva, prehrane, zdravstva in drugih področjih. Po drugi strani pa pripravlja seveda tudi bolj dolgoročne aktivnosti, ki bi vodile k svobodnemu življenju v svobodni državi. Torej, ljudje vabljeni, da se pridružijo, ne? Ja, v tem, torej to članstvo bo, ta zavod bo sprejemal fizično članstvo, ker ta naš osnovni zavod nima fizičnih članov, ne, je strokovna povezovalna organizacija, medtem ko ta zavod je pa registriran tako, da bo imel fizično članstvo, torej članstvo fizičnih oseb in pravnih oseb tudi lahko. Mislim, da sva s tem pogovorom zajela kar eno tako celoto, pa bova zaključila. Blaž, hvala ti za vsa pojasnila, razlage, bilo je poučno kot ponavadi. Hvala. Hvala tebi.